Bogovič je tudi v tokratnem mandatu v dveh odborih, in sicer v odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja ter odboru za regionalni razvoj. Je tudi podpredsednik delegacije za Srbijo in član delegacije za Kitajsko. Lahko rečem, parlament je konstituiran, stvari razdeljene, na koncu pred tem avgustovskimi počitnicami smo še potrdili gospo von der Leyevo, ki ima sedaj težko delo, da pripravi predlog bodoče ekipe evropskih komisarjev, ki bo sedaj naslednja naloga septembra zaslišanje konec meseca, v oktobru na plenarnem zasedanju potem potrditev in s 1. novembrom bi po tem osnovnem programu in planu in mislim, da bo nič drugače imela Evropska unija novo Evropsko komisijo. In kakšna so njegova pričakovanja od nove predsednice Evropske komisije? Jaz moram reči, da predsednica je bila na koncu izbrana zelo na hitro, tako da je predstavila svoj pogled, ki zagotovo sledi te osnovne usmeritve, v katero Evropska unija mora iti. Veliki izziv je bo takoj Brexit, paralelno in seveda za Evropsko unijo prav tako ali pa še bolj pomemben pa je v bistvu pripraviti vso potrebno za bodočo finančno perspektivo, kajti z 1.1.2021 začne novo 7-letno obdobje. Temeljni cilj iniciative Pametne vasi je, da bi s pomočjo novih tehnologij in konceptov ohranili in razvili podeželje. Tako da v bistvu na nek način me čaka to zahtevno delo, da to idejo nadaljujemo in kar je še bolj ključno, da to, kar smo doslej uspeli v parlamentu, da bi naj bilo v regionalnem skladu 5% sredstev tudi za podeželje, znotraj tega 2,2 milijarde za koncept pametnih vasi, da to tudi v trialogu dokončno izposlujemo, kajti v osnovnem predlogu, ki ga je pripravila komisija, tega predloga ni bilo. Tako da 5% za podeželje, podobno kot je v tej finančni perspektivi, to že za urbana središča, mislim, da je to tudi moja ključna naloga na začetku tega mandata. Kaj pa pričakuje od novega komisarja za kmetijstvo? Na področju kmetijstva je za razliko recimo od regionalnega razvoja še te uredbe, ki so bile predlagane strani Phila Hogana in amandmirane v parlamentu, so dobile zaključno potrditev oziroma glasovanje samo na odboru za kmetijstvo, ne še na plenarnem zasedanju celega parlamenta. Tako da v tem trenutku je na nek način še tudi ta negotovost, da nekateri želijo celoten ta koncept, ki ima za sabo strateški načrt po državah, več avtonomnosti držav ovreč in tako da v naslednjih tednih sem prepričan, da bo ostal ta koncept, vendar mora o njem priti še do glasovanja v parlamentu in šele potem gre v ta tako imenovani trialog, kjer se komisija, države članice in parlament usklajujejo o končni verziji. Sicer ga pa veseli informacija, da so zagotovljena dodatna sredstva, saj so v Evropskem parlamentu vztrajali, da niti kmetijski, niti kohezijski skladi ne smejo biti nominalno nižji, kot so bili v tej finančni perspektivi.